Gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli na spletnem portalu info360.si v današnji uri resnice. Z menoj sta letos prvič, z nami naša stalna komentatorja Peter Gregorčič pa Miran Videtič. Preživela sta novo leto, ne? Verjetno, kot vidiš, vidim, ne, fizično sta tukaj, to je vse v redu, pa to, ne? Pa pripravljena na letošnje leto. Ker to je ključno leto, ne? Ja, ne vem, če je ključno, jaz sem že dobil lik teh ključnih let skozi, ne, ampak bo pa zanimivo, pa napeto, pa burno, pa tako dalje. Ja, moja ocena je, da je ključno. Peter, je ključno, kako? Že prvi teden tega leta pove, da je to leto izjemno pomembno, ne? Ja, zato sem tudi naslovil današnjo temo od Madure do Vatovca, ne? Najprej aretacija, ameriška aretacija, ne? Je tudi presenetila, sem videl slovensko politično sceno, ne? Ampak zdaj bi predlagal o tem, da se pogovarjamo o odzivih, ne, Miran? Kako so se zdeli odzivi slovenske politike na aretacijo venezuelskega predsednika? Pričakovan odziv, ne? Glede na to, kar opazujemo zadnje 4 leta, ne? Kar imamo na oblasti, kar imamo na ulicah. Dobro, kar imamo v opoziciji. Ne? Trenutno nimamo tega na ulicah. Ne? Na ulicah imamo takrat, ko vlada aktualna opozicija. Ampak se pripravlja ulica, kot vidiš. Ne? Po zadnjih izjavah se pripravlja. Zdaj, jaz sem šel slovenski odziv probat analizirati v luči tega, kako se je predvsem regija Balkan odzvala, ne? Ker nekako, zdaj, a si to mi priznali ali ne, mi imamo še kar precej balkanske mentalitete v glavah in Balkan je tukaj bil zelo jasen v odzivih za, kar se tiče tega, uradni Zagreb. Skratka, podpora ameriški administraciji. Uradni ja. Zagreb, uradno Sarajevo, uradna Tirana. Edini, ki smo klecnali v tem smislu, pa bom kasneje povedal, zakaj klecnali, je Beograd, ja. Uradni Beograd in pa uradna Ljubljana, kar nam spet, kar je spet nekako, ne, bom rekel, v skladju z temi zadnjimi 4 leti. Mene predvsem moti to, in to so recimo tudi te demonstracije včeraj pred ameriško ambasado pokazale, ne? Najgori ZDA. Hkrati pa izjava, mi smo z venezuelskim ljudstvom. Zdaj ne gre skap, tisti, ki pozna mačkan te zadeve dol, ve, da praktično samo aretacijo Madura še nič ni narejeno. Zakaj nič ni narejeno? Tam je definitivno najmočnejša familija Rodriguez, ne? Tudi, pozabil sem ime, torej gospe, ki ta moment formalni tako vodi, z bratom na ustavnem sodišču in podobno. In pa v vseh teh letih si je ta Madurin prej Chavezov režim zagotovil veliko podporo, predvsem, bom rekel, kubanskega obveščevalnega sektorja, v zadnjih letih kitajskega, ruskega, iranskega. In seveda to čaka pristaše demokratičnih sprememb v Venezueli pravzaprav še ogromno dela. Kar pa najbolj zmoti v tem odzivu slovenskem, recimo, je pa to... Čekaj, zdaj govoriš o odzivu, ki ga je dal recimo predsednik vlade, predsednica republike. Ja, in pa podporniki. Ne? Ja. Vsi vidijo le to nafto, ne? Kar je deloma verjetno res. Ne? Ampak vsi pa pozabljajo, da je vendarle so ameriška podjetja že bila v Venezueli, ko je ta še cvetela in tudi rente plačevala ameriška podjetja za to črpanje nafte. Kasneje, ko je prišlo do nacionalizacije, seveda ti s tem nateraš zasebni kapital ven, se je začel pravzaprav propad Venezuele, ki je pa kulminiral do te točke, ne? In tle je ta neumnost naših, bom rekel, skrbnikov venezuelskega režima, predvsem izgovora, da jih skrbi za narod, da je ta režim Kitajcem recimo podaril to nafto za naslednjih 10 let. Ne? Se pravi, nič venezuelski narod nima od tega. Zato pravim, da te odzivi niso skladni z mojim razmišljanjem, slovenski odzivi, ker se mi zdi, da so šli zopet v smer nekega, pa niti to ni socializem. Jaz ne vem, to se pravi, če zdaj razumem, Rusi, Kitajci, Srbi, pa Mira, kako? Zdaj na hiter. Ne gre, ni skladno z realnostjo. No? Slovenski odziv ni skladen z realnostjo v točki, kjer bom rekel, govorijo o skrbi za venezuelskim narodom, hkrati ne povejo, da je bilo eksodusa 8 milijonov, da je GDP padel iz 360
na 120 milijard in podobno. Skratka, ne vem, to tudi socializem ni več, jaz mislim, da je to bolj že v sferi tistega, da so to podporniki tistega režima, kjer kriminal vodi države. Izvoli, Peter. A te se je presenetilo to, da je Trump ujel Maduro? Mislim, o tem nisem niti razmišljal, tako da ne morem reči, da me ne preseneti. Ne, govorim, ker nekateri, med njimi recimo tudi Žiga Turk, pa še nekateri opozarjajo, da je pač Združene države Amerike so sprejeli novo strategijo, zunanje politično so objavile varnostno strategijo in na podlagi tega tudi ukrepali, pa očitno pri nas niče ni prebral, ker je zdaj presenečen bil na tem. Ja, ampak glej, zdaj najprej, če grem na politični odziv Slovenije, je pač pričakovano politično plitek, in sicer predvsem poskušan biti speljan na to, da se ustvari neka bipolarnost. Se pravi, ali smo za socializem in proti imperializmu, te besede uporablja levica, ali pa smo za Trumpa, zato ker pač desnica uporablja pač to, zato ker Trumpovsko moramo mi zdaj ta svet, ker so volkeni idealisti predrugačili spremeniti. Ker jaz pogrešam tukaj me zanimivo mi je bil odziv tudi Evropska unija, ki je bil izjemno zdržan in razlagam si ga lahko samo tako, da se Trumpa bojijo. Bojijo se, če bi Trumpu karkoli rekli, bi Trump še prej, kot to bo že itak storo, pustil Ukrajino v nemar. Skratka, ta zadeva, v resnici jaz jo gledam čist drugih vidikov, kot sem rekel, v Sloveniji mislim, da je in lev in desen politični odziv teh glavnih akterjev, populistov, levih in desnih pač politično plitek in skuša to zgolj spropagirati, kako bi iz tega kovali svoje politične točke. Nič narobe, tudi mislim, da nima to nikakršnega vpliva na svetovno dogajanje. Kar pa me skrbi, skrbi me, da mi prehajamo dejansko na delitev sveta iz multilateralnega, iz dogovornega na multipolarne. In tukaj ne bo zelo dobro. Vsi tisti, ki ploskajo Trumpu, ker jaz sicer se strinjam, Maduro je bil samooklicani diktator in za take mislim... Ne samooklicani, svet ga je tazga videl, kot diktatorja. Ne, ampak samooklicani voditelj, se pravi diktator, ki je bil samooklicani voditelj Venezuele. Če svet večina ni sprejela rezultatov predsedniških volitev, je itak bil. Ampak glej, zdaj super, jaz vidim tudi tako, zdaj vsi tisti, ki ploskajo zato, ker podpirajo Trumpa, temu, ker naredil na Venezuelo, me zanima, bodo ploskali takrat, ko je prišel na Grenlandijo. Zato, ker Trump je zelo jasno povedal, mene ne zanima demokracija, mene zanima delitev sveta. Se pravi, Amerika, če mi želimo biti samostojni, in v tem primeru rabimo surovine in rabimo strateške pozicije. In surovine zagotavlja Venezuela, zgodila se bo Kolumbija, zgodila se bo Grenlandija, ker so surovine pa še strateška pozicija. Jaz to gledam, recimo, če bi to predstavil v nam blizu jeziku, to je zame Šuterjev zakon. Vsi se strinjamo, da se pravi tisto, kar se dogaja z romsko skupnostjo, da se ne sankcionira, da se tam dopušča kriminal, da se tam dopušča preprodajo drog, da tam v resnici so tukaj mafijske strukture zelo verjetno v zadju vpletene, to ni v redu, to je Maduro. Ampak po drugi strani, da pa greš zdaj z Šuterjevim zakonom na to, zato ker pač nisi tega mogel speljati na drugi način, čeprav ta orodja imaš, pa glej, temu ploskati je samo populistično, politično všečno. In to je pač moj komentar. Se pravi, tako kot so ploskali, ali pa kot je Golob sprejel Šuterjev zakon, tako je desna in leva politika, pač vsaka z svojimi politično agendo sprejela tole Madurovo aretacijo. Svet gre pa v zelo čudno smer. Lahko sem tle dodam, Peter ima absolutno tle prav. Trumpova poteza kaže, da pravzaprav mednarodno pravo ne velja več. Ampak to mednarodno pravo ne velja več ne od te akcije Trumpa. Spomnimo se, naša ulica, torej NGO-ji, lažno levi politični pol blazno hvali torej vlogo Obame. Obama je Libijo razbil, ampak ne zaradi ameriških interesov. Samo likvidiral, Dobro, ampak če gremo samo na Libijo, Gaddafija so dali likvidirati. Torej demokrati. Pustili so ga likvidirati. Ampak ne zaradi ameriških interesov, ampak zaradi interesov, ti si rekel, te, sicer malo v rezervi, te prebojenske ideologije. Ker kaj se je takrat naredil? Ves ta blok, ki ga je držal Gaddafi z begunci afriškimi, je bil sproščen. In tisti je bil potem, bom rekel, od tam naprej imamo mi zalivanje Evrope z nezakonitimi imigranti. Tako da enostavno ne gre več gledati sveta kot levo-desno,
ampak ga gre gledati po svoje, da eni, bom rekel, imajo v tem primeru Trump to suverenistično ideologijo nad mednarodnim pravom, drugi so imeli pa to prebojensko ideologijo nad mednarodnim pravom. To, da so pa Združeni narodi, vsi so bili že prej debatni krožek, ne? Če nimaš ti svoje vojske, si pač debatni krožek, ampak Združeni narodi so že dolgo časa mrtvi, ne? To jaz trdim. Ne? No, mislim, Združeni narodi, težava je, ne, varnostni svet, ne. Ker imaš tam pač tele stalne članice, ki imajo veto in zaradi tega se v Združenih narodih celotna razprava premika pol na generalno skupščino, ne, in nima pa iste vloge kot varnostni svet, ne. Skratka, tukaj jaz se strinjam, te stvari bilo treba redefinirati, ampak jaz ne pozdravljam z odprtimi rokami, ne, samo zato, ker tam nek režim, da je tu dobro, ne. Ker kaj bomo jutri naredili, ne, ko bo Kitajska si prisvojila Tajvan, jaz sem siguren, da Tajvanci vedo, ne, da so čipi njihov edini alibi, ne. In zato te tehnologije poskušali se že razvijati drugje, ne, ko jo bodo lahko preselili nekam drugam, Tajvana ni več, ne. Se pravi, Amerika pač ima, Tajvan je problematičen zato, ker edino tam znajo visokotehnološke čipe delati, ne? In če to pade pač cel zahodni svet, ne? In tega se vsi bojijo, ne? Ampak jaz sem sam tu hotel reči, ne, v bistvu moti me ta plitek odziv, ne? Mislim, da bi morali, sej, če kot država nimamo nekega vpliva v svetu, ne, vsaj spodbujati nekemu globljemu razmisleku, ne, ker v bistvu na koncu, ne, karkoli si mislimo o Evropski uniji, ne, mi smo del Evropske unije, ne. In mi bomo mogli skupaj kot Evropska unija, zdaj smo očitno izgubljamo pomembnega zaveznika, ne, ki nam je zagotavljal vojaški dežnik in jaz osebno mislim, da je itak tudi bilo Ameriki do zdaj interesu, ne. Zato je malo schizofreno od Amerike, da rekla, da mi nimamo svoje vojske, ne. Amerike je bilo v interesu, da zagotavlja orožje Evropi, ker je s tem služila denar, ne, zdaj se pa pač nekdo tu odločil in je Evropa pustil samo in boso, ne. In Evropa in ZDA, ne, so nosilci te demokratične, razsvetljenske misli, ne? In zdaj mi smo izgubili pomembnega zaveznika, ostali smo dejansko sami, ne? In še druga stvar, nekoč sem z nekom govoril, dajmo pogledati, kaj ameriška administracija spodbuja ali pa kaj propagira Evropi in se vprašati, zakaj to počne. Spodbuja suverenistične stranke, ne? Sicer, seveda, če kdo ima, Amerika pa Vatikan imata izkušeno diplomacijo, ne? Ker pomeni, Trump ne bo rekel, sem napadel Venezuelo zato, ker sem šel tja po nafto, se ni nor, ne? To bi lahko rekel Golob, ker ne šteka, kaj more govoriti, ne? In niti ne skriva, kaj počne, ne? Trump pa tu zna dobro, ne? On je rekel, šli smo dol, ne, zato, ker pač ga moramo privesti pred sodišče in v bistvu celo je rekel, da ni bila vojska tam zato, da je napadla Venezuelo, ampak da je asistirala civilnim organom pregona, ki so ga šli iskati. To drži, oni so imeli preiskovalnega sodnika v helikopterju. Ne, ampak je treba pač te zadeve pač razumeti na pravi način. Ne. Ampak ne gre samo za nafto, menda gre tudi za omejevanje kitajskega vpliva dol, v Venezueli. Mislim, se pravim, jaz Petra tle razumem in tle ima Peter prav, ne, tle mednarodno pravo tle trpi. Tu sem hotel, ok. A sem te prekinul? Ja, se sem zgubil misel, ne. Ampak v bistvu kaj je fora, ne, in pod isto idejo, ne, Trump podpira suverenistične stranke tukaj, zato ker češ, da te so garancija za demokracijo, ne. Ampak jaz mislim, da je agenda drugačna, ne. Agenda je, suverenistične stranke so proti Evropski uniji, ne. In ti moraš neko inštitucijo, neko nadnacionalno tvorbo, ki ogroža tvoje komercialne interese, razsuti. In razsuješ jo z suverenističnimi strankami, ne, ki bodo razsule Evropsko unijo. Potem pa vprašanje, zakaj to koristi Ameriki, ne. In zdaj ena razlaga se nekje slišal in se z njo počasi poistovetam, ne, čeprav jaz sem proti pretirani birokraciji. Ampak vendarle Evropska unija je tista, ki nekako razvija neke modele varstva osebnih podatkov, ne. In tukaj celo, kakor slišim med nekimi diplomatskimi krogi, tudi druge države se za to zanimajo, za to idejo, ki je Evropska unija sicer pripeljala mogoče preveč absurda, ne. Ampak glej, trenutna tehnologija temelji na izkoriščenju naših osebnih podatkov, ne. Se pravi, Silicijeva dolina, ne, če je kdaj kapitalizem temeljil na tem, da se izkorišča delovna sila posameznika, se zdaj izkorišča vedenje o nas samih. In ker Evropa razvija to regulacijo, ameriška visokotehnološka industrija potrebuje to prebiti, ne. Tako da jaz tukaj samo to, sem hotel reči, ne bi tako naivno plosko, ne, samo zato, ker se zdi Trump poravnan z neko politiko, recimo našega desnega političnega pola, da se ploska Trumpu, ne.
Ker to po mojem je zelo naivno in nas bo zelo veliko stalo, kot tudi ne bi, toliko po Trumpu sam zato, ker se leva politika identificira z neko socialistično idejo Madura. Skratka, tukaj jaz vidim to plitkost in pogrešam malo več te javne razprave s to širino, da vsi skupaj razmislimo, kam nas pelje. Veliko pričakuješ, tudi Preden se Trumpu absolutno brezpogojno ploska, je treba pogledati primer najbližje nam, to je Milorad Dodik, ki mu je zelo plosku, na začetku, ko je bil izvoljen, nosil kapico njegovega tega... Cela ekipa belgijskega Pink TV, ampak hočem ti reči, hkrati je pa ta Trump, tiste osamosvojitvene težnje, Dodika spravil na točko nič. Tako da jaz se strinjam s tem, treba je gledati od poteze do poteze. Kje imam jaz tisto, lahko da je naivno, ampak kje imam jaz tisto rezervo spoštovanja še ne do samega Trumpa, ampak do ameriške ali pa do zahodne družbe. Jaz trdim, da na Zahodu je še vedno tako, da imajo vsi te predsedniki, pa kolikorkoli nori bili, neko varovalko v tem obveščevalnem sektorju, ki je močan, ki je, zdaj mnogi se ne bojo strinjali z mano, ampak majčkeno bolj moralen kot mogoče sami predsedniki držav. Ker za predsednika moralen. Moja ocena je, da so točke, kjer lahko tudi norega predsednika ustavijo. Na Kitajskem tega ni, v Rusiji tega ni. To se strinjam. V Severni Koreji tega ni, v Iranu tega ni. To je tista točka preloma pri meni še, zakaj vendarle še vedno Zahod. Lej, če sam smem tukaj, jaz sem bil na neki znanstveni konferenci v LA, ko so bile ameriške volitve. In pač v tej znanstveni strani so bolj demokrati. In celo z nekom, ki je bil z Montane, sem govoril, pa je bil čist potrt, ko je bil Trump izvoljen. In sem mu rekel, pa dobro, pa kaj se sekiraš? Sej še vedno so inštitucije, ki lahko stavijo. Rekel, ni čistko res. In zdaj v bistvu, ko gledamo kongres svet, tudi on to naredil brez kongresa. Se pravi, v bistvu zdaj razumem, kaj mi je hotel ta človek povedati takrat. Tako da, se strinjam delno s tabo in jaz mislim, da predvsem varovalka teh obveščevalnih agencij je to, da si konkurirajo, ko so mi razložili, da jih je več, zaradi tega, da konkurirajo drugi in se s tem tudi nadzirajo. Ampak zdaj o moralnosti je pa zelo težko. Moralnost je takrat, ko so recimo, če sem imel tam preiskovalnega sodnika, pomeni, da morajo tudi na nek videz, javne države paziti. Se pravi, tega Rusiji pa Kitajci ne rabijo početi. Ampak Peter, dajva pogledati. Cela akcija, vsaj po teh, kar so strokovnjaki vojaški povedali, cela akcija je zajemala 30,000 ljudi, vojakov. Prišli so v 2 urah, prišli so v 2 urah človeka odpeljali, sodnik mu je povedal, mislim, da sodnik mu je povedal pravice in so šli. Vmes je bilo mrtvih 50 ljudi. Zdaj, če primerjamo to z ruskim poskusom, da strmoglavijo Zelenskega, govorimo o 100,000 mrtvih. Se razumem, fascinantno, ampak zdaj se pravi, ne moraš vzeti za referenco diktatorja ruskega. Ne, ampak v tem smislu gledam jaz ta obveščevalni sektor kot bolj moralen. Težka beseda za tako temo, ampak ne najdem primernejše. Ampak Amerika se ne more zaplesti v tako vojno, kot se je zapletla Rusija, ker bi potem imel tudi Trump težavo. Se imeli so že tako vojno, v Vietnamu. Pri čemer je pa treba vedeti, mislim, da od Trumana naprej je Venezuela na vidiku Amerike. Tako da ni to zdaj vdočer. Prvi mandat Trumpa, spomnite se. Jaz se mislim, da takrat bila obtožnica izdana. Ne vem, če veste, mislim, da pod demokrati, ampak pol v Trumpov mandat se je to zavlekel. Ne vem, če veste, zdaj, ko se je začelo sojenje Maduro, takrat, ko je prišel prvič sodnika v New Yorku, je bil tam slučajno, pač človek gleda, tale Juri in je pač prišel noter in je zadevo spremljal. Ampak potem se mi je zdelo fascinantno, kako je on to dosti natančno pojasnil, kako Američani tukaj pazijo na to, da ima pravna država neko svojo fizionomijo. Dosti natančno, ta kazniva dejanja, očitki, vse te stvari, vse je to dosti precizno odločilo. Pri Rusiji pa Kitajci tega verjetno ne. Pač zginaš, ne? Kako? Zginaš, se spomnim, kako je kitajski milijarder, ta prijatelj Čeferina, Alibaba, kako je za nekaj časa popolno zginil in se je potem naenkrat pojavil, lahko da se nikoli ne bi. Se pravim, zaenkrat jaz se strinjam tle s Petrom, nerodno bi bilo zagovarjati Trumpa, ampak ko vržem na tehtnico,
ta ameriška demokracija ali pa ta ameriški sistem še vedno mi je bližje od kjerkoli vzhodnega. Je pa res, da demokrati, se pravi, niso nič drugačni. Na primeru Libije, na primeru Gaddafija, s tem, da demokrati niso šli v bom rekel, interese Amerike, ampak interese nekih svojih ideologij. No, se tudi vemo, kako je poskušal Clinton zamegliti afero Levinski, za bombardiranje. Dobro, ti je logično. Ja. Ampak to sem te hotel vprašati še, Peter. Praviš, da se voditelji Evropske unije bojijo Trumpa? Ja, ne vem, mislim, jaz poglej, nekje sem zasledil, kako so Trumpova administracija brifirala Ruse, kako se morajo Trumpu prilizovati, da bo sprejel njihov dogovor. Skratka, pač Trump, jaz sem tu že povedal te oddaje, on je tipičen narcis. Se pravi, njemu moraš lesti v rit. In tu so pač vsi voditelji pogruntali. Zdaj ti tu všeč ali ne, pač težava je to, da ta človek je pač na čelu najmočnejše države sveta. In njegova moč je taka zato, ker je za njim cela Amerika. In tam to pač deluje, tam ima predsednik velika pooblastila. In zdaj, jaz mislim, da če ta moja hipoteza drži, potem pomeni, da so evropski voditelji prvič pragmatični in se zavedajo resnosti situacije. Se pravi, mi ne moramo sami ostati tukaj z Ukrajino, ker Ukrajina dejansko, po mojem mnenju, brani meje Evrope. In zdaj pač Trump bi lahko tle našel neki izgovor in se skupaj umaknil in pol ti Ukrajina pada. Edino, kar se ne morem strinjati. Kaj pravta pa na tole izjavo Medvedeva, da je zdaj Trump jim pokazal model, kako aretirati in ugrabljati to sami sebe bolj bildajo, ker če bi to, ker če bi oni to, bodimo pošteni, Rusija, če bi imela možnosti in pa resurse in pa znanje, bi to že pri Zelenskem bilo. Ampak če sam smem tukaj, veš, pusti, kaj on govori javno, kako pa naj se Medvedev drugače odzove. Mene nekaj druga zanima, ali ne ruska vojska varuje Venezuele. Ruska vojska je bila zelo prisotna. A vi ste prepričani, da ni bil tu dogovor s Putinom? Ne, pazi, ne verjamem, da s Putinom, je pa dejstvo, da izkušeni diplomati ti bojo znali povedati, da take akcije zanesljivo ne gredo mimo dogovora z močnimi partnerji, ki izgledajo sicer skregani, valjda, no ampak jaz vidim Kitajce, ne Ruse. Le vem, ampak jaz ne bi bil presenečen, če bi zgodovina na koncu razkrila, da so se pač Kitajska, Rusija in Amerika dogovorili o tem in da je bila ta akcija tudi tukaj nekako asistirana. Ampak če je do tega dogovora prišlo, se bo pa hitro videlo, ker potem bo Ukrajino Trumpu zamenom prepustil. Jaz, če mi obljubiš donose, čez 15-20 let bojo verjetno te knjige pisane, donose, ne vem, 1500%, zdaj le 10 evrov dam že gor, da je bil dogovor med Kitajci, najmanj Kitajci pa Američani. Edin, kar pa sem hotel ti še replicirati, ni čist tako, da Trump podpira samo, bom rekel, te suverenistične voditelje po Evropi. Najlepši primer tega je Edi Rama. Edi Rama nikoli ni bil suverenist, albanski, lahko rečemo, da on že samodržec, ker nima praktično nobene opozicije resne. On je pripadal, bom rekel, temu bolj demokratskemu krogu in tudi podpiral demokrate v ameriških volitvah. Danes pa je največji partner, eden največjih v Evropi in zanesljivo prvi partner na Balkanu, Trumpu. Tako da Trump je trgovec, gleda očitno je Rama tudi, on je slikar sicer, zdaj je tudi, ima to žilco tudi, bom rekel, trgovsko, ne vem. Ampak skratka, dejstvo je, pod črto, če povlečemo, mednarodnega prava ni več v svetu. Dobro, predlagam, da gremo malo, še globje v Slovenijo. Zdaj, ena stvar, ki je nekje vmes, med mednarodno situacijo, pa med tem, kar se dogaja v tujini, pa med tem, kar se bo dogajalo pri nas pred volitvami, je ta zgodba o tem famoznih tujih vplivih oziroma tujih dezinformacijah, ki naj bi vplivali na slovenske volitve. Začel je s tem Golob, Zdaj pa vidim, da se je aktivno vključila tudi Nataša Pirc Musar, znam, če dala neko izjavo. Ona je predsednica Republike, ki je rekla, da bo posebej pozorna, zdaj se ne vem, kaj je v tem tehnično misla in kakšne bi bile njene reakcije, da bo posebno pozorna na morebitne neke dezinformacije, ki ne bi prihajale iz tujine in vplivali na slovenske volitve.
Še ko je, Nisi niti vedel, da ima predsednica republike neko pristojnost okoli tega. Pa se jo bolj poznaš, Ja, kot kdorkoli drug, pa hoče veš, povedati, kakšen je ne, njegov, ne. torej njen stil. Ampak, ne, ampak te stvari vzvišenosti, se zlovešče se slišijo, ne? In ljudje postanejo takoj pozorni, ne? Ko nek predsednica republike... Sem ta stavk, ne. Se upravičujem, nekako išče način, kako premagati vizualno podobo ali pa podobo Boruta Pahorja v družbi in ona bo pač tle poskušala sebe predstaviti kot 22, torej kot leta 22, kot so poskušali Goloba, da je ona vplivna, močna, da ima pregled, da ima konec koncev, da ima tudi možnosti ukrepanja, pa jih nima, ne, ker je fikus, ne. Kako, mislim, ona lahko spremlja vpliv. Vrhovna poveljnica vojske. Ja, kaj, bo vojsko poslala na dezinformacije. Na dezinformacije, ne vem. No. No, ampak ta zgodba se pojavlja, ne, Golob jo je odprl, to se pojavlja, to zdaj obstaja, ne, neka fama o tem, da bi utegnil, ne vem, Izrael, Putin, Trump, nekdo pač vplivati pa zažirati te slovenske volitve malce. Ja, in jaz mislim tudi, da je realna, ne. Čisto tako bom rekel, glej, Golob je iz političnega oportunizma, ne, šel v konfliktu Izrael-Palestina predaleč, ne. In a ti res misliš, da bo Izrael in s tem tudi Amerika, ne, pustil na oblasti ali pa nekoga, ne, ki je izvedel sankcije zoper Izrael. Veš, te stvari so verjetno zelo realne in mogoče izhaja celo iz nekih obveščevalnih krogov, da so neki indici, bi jaz rekel, in v tem kontekstu verjetno tu prije pol tudi do Pirc Musar in ker hoče biti potem pomembna in pametna, je pa žal to informacijo ven. Po drugi strani pa ne pozabimo, ne, se je pa zdaj prišlo... Je to mogoče neko iskanje, recimo nekega izgovora za potencialni volilni poraz, kakorkoli? Ne, jaz mislim, da ne, ker trenutno Gibanje Svoboda ne deluje na ta način. Ne. Jaz mislim, kot jaz spremljam, malo profiliram osebno Roberta Goloba, on blekne ven tisto, kar ga res skrbi. Ne. Tako da jaz mislim, da tukaj, to je čisto moj občutek. Ne. Po drugi strani ne, pa zdaj prišlo ven nekdo objavil na X-u, da pač Robert Golob, ne, svojo kampanjo na družbenih omrežjih, ne, financira iz paradržavnih podjetij. Ja, dal se in GNI. Tako je, državnih podjetij, ja. To smo načeloma vedeli, da bo zdaj prišel pač materialni dokaz. Ja. No, pač tako da, ne. S tem se pa do tega se kako, pa verjetno Golob ne bo. In kako je to zdaj povezano? Ne, nič ni povezano. Pač, zelo je povezano. Povezano je tako, da se Golob očitno zaveda vpliva preko družbenih omrežij. Ne? Ker če se ga ne bi takih denarjev noter dajal, bi jih raje preusmeril kam drugam. Ne? Zelo je povezano. So kar velike številke zelo velike za slovensko populacijo. 150 € samo na tem projektu. To je izjemen rič. To praktično pomeni, s tem denarjem lahko prideš praktično do vsakega Slovenca. Ne? Zdaj, Peter je tle videl Izraelce pa Američane, jaz bom malo spomnil, da so tudi že Rusi, ne, ruski ambasador, hodili po političnih strankah pa zagovarjali, ne, recimo enega Karla Erjavca, kar je bilo zelo nenavadno. Imamo vpliv srpskega sveta močen, to je tudi tujina. Ne. Skratka, seveda, interesi bojo blazni. Ne. Jaz verjamem, da te, ki si ti omenil, recimo Američane, Izraelce, še koga verjetno imajo verjetno nek interes. Zdaj, koliko je to močen interes, jaz ne vem. Imajo interes, da se ta oblast v Sloveniji zamenja, ampak imajo na drugi strani tudi Vučić, Dodik in ekipa, verjetno tudi Moskva, interes pa, da ta režim ostane. Ne? Res je, ja. Ne? Tako da tle ni samo s prstom zakazati na Izraelce pa Američane. Zdaj pa drugo, ne? Zelo nemoralno je to, kar delajo, ne? Da predvsem strani Nataše Pirc Musar, ne? Da kaže na tujino, hkrati pa jaz sem prepričan, da je imela fantastične in redne podatke, kaj se dogaja pa z torej dezinformacijami, plačevanjem dezinformacij v korist Gibanja Svoboda, v korist Levice in podobno, ne? Kazati na tujino, ne pa videti, kaj se doma dogaja, zame je to precej pobalinsko. No. Tako da, če to Nika Kovač počne, ki je, bom rekel, glas te ideologije, si pa pri predsednici ne bi mislil, da bo šla s takimi izjavami, ker tega vmešavanja je bilo kar nekaj že, ne. Predvsem strani tistih, ki sem jih prej omenil, ne. Predvsem strani tistih preko Drine in podobno, pa se predsednica ni oglašala. Ne. V končni fazi, ne, tudi Jankovićeva podpora Vučiću je lahko v nekem globjem pomenu vmešavanje, bom rekel, neke države direktno v Slovenijo, ker če nič drugega se vprašaš, kaj Zoran Janković predstavlja, ali pa najbolj svež primer Stevanovića.
Stefanović je šel v medij, srbski medij, ki je znan po tem, da praktično ne gre nobena zgodba ven brez neke kljukce, bom rekel, srbskega obveščevalnega sektorja. In tudi stil pisanja zelo jasno kaže. Ne? In s temo, torej Stefanović je obudil temo, ki je tema Ivice Dačića, naslednika Slobe Miloševića, ne? O tej manjšini v Sloveniji, srpski manjšini. Tako da jaz tlele ne bi gledal samo Izraelce pa Američane, tle je zgodba lahko širša. Ne? Če smem samo dodati, tle se zelo strinjam. Ne? Ja. In bi sam tu rekel, predvsem za ta rusko-srpski svet, ne? Je Slovenija izjemno zanimiva tarča. Zaradi tega, ker smo del Evropske unije in nismo Bolgarija, ne? Smo v centru Evropske unije in predvsem mi smo majhna država, to se moramo zavedati. Ne? Pri nas zgoljufati volitve je poceni. Mislim, če zdaj karikiram, ne? Če daš vsakmu Slovencu Jurija, je tu samo 2 milijarde. Ne? Až, mi smo tukaj, vložki so res majhni, dobički so pa izjemni, ne? Ker ti dobiš potem osvojiš trdnjavo in tu po mojem tudi smo mi tarča nekih ruskih ali podzemnih omrežij, ne? Ti prideš v osrčje Evropske unije. Pazi, mi smo evropska država, ne? Z istim glasom v Evropskem svetu kot Nemčija in Francija. In v centru. Nismo več zanimivi po 1. januarju. No vem, ampak glas imaš isto. Isto ne, v varnostnem svetu. Ne, v svetu Evropske unije. Pardon. Svetu Evropske unije. Ja, to pa ja. In pač zelo smo poceni, predvsem pa sej gledamo, kaj zdaj, kar je razkrila tarča, recimo, ne? V bistvu kupaš in podkopljivi, ne? Pač steklenica ruma, ne? In še to tako, da je pod 50 €, pazi, ker je poceni rum, ne? Mogoče zato, da ker nad 50 € se šteje nedovoljeno darilo, ne? Ne vem, zakaj so bili 49-50, ne? Nisi vedel, se rum ta pije. Lej, veš kaj je osnovni slovenski problem, da se nam to lahko dogaja, ne? Da smo nepomembni in nimamo česa ponuditi, ne? Če gledaš Hrvate, recimo, zelo radi vidim primere jemljajo s Hrvati, ne? Hrvati imajo ta močen energetski sektor, ne? Ki praktično je kontrola celega Balkana, ne? In zato so Hrvati, oziroma v tem primeru Plenković, lahko, pa tudi primerjati Plenkovića in Goloba bi bilo nesmiselno, ne, po nekih političnih izkušnjah, in zato so lahko partnerji. Pogledamo na drugo stran Melonijev, je lahko partner, ne, zaradi takih in drugačnih razlogov. Mi smo pa prepoznani, se mi zdi, kot, res smo kar eno točk, ne, ki prideš. Zdaj, ali to priješ iz Moskve ali priješ iz Washingtona, je čisto vseeno, ampak naročiš in to bo izpeljano. Se pravi, ne rabimo pameti, rabimo pa ušesa. Ne? Tako da tle jaz vidim največjo pomanjkljivost Slovenije, čeprav je izredno, na izredni legi, ne? Prvič, ne? Kje Slovenija se nahaja nekje med, bom rekel, vzhodom in zahodom, izredno pametno ljudstvo, ne? Narod, ne? S to smolo, da imamo pa katastrofalne elite, dva pola, ki se pravzaprav od 80 let naprej bongata in to tujina prepozna. Zdaj postaja vedno bolj relativno, ne? Ker ljudje pač običajno imajo tako državo, kakršno si zaslužijo. Ja, ampak če pogledaš, kaj je kot tujc, kaj bi v Sloveniji najprej, če bi šel analizirati politično situacijo v Sloveniji, kaj bi najprej opazil? Opazil bi dva pola, ne, ki se od 80-ih, 90-ih let naprej med sabo tepeta in to so najbolj ranljive države. Zato, ker ti greš s količino denarja, s količino vpliva do ene strani ali pa s količino denarja ali s količino vpliva na drugo stran. To smo imeli že debato, pa sva s Petrom se mačkan razhajala, ampak v tem pogledu, ki sem ti jaz takrat hotel povedati, ti dam pa prav. Ne? In pravzaprav nimamo nobenega resnega domoljubja, da se zavedamo, mogoče zaradi tega, ker nismo težko do države prišli, ne? Za razliko od Hrvatov, Bošnjakov in podobno. Ne? Mi smo relativno, bom rekel, nočem zanemarjati tiste žrtev, ne? Ampak vseeno smo relativno dobro prišli čez. Manjka nam pa to, ne? Da imeli ta del domoljubja, ne? Ker pravzaprav pri nas je domoljubje v narekovajih to, da imaš v nedeljo za čevapčiče, v nedeljo polet za speč in to si ti že zadovoljen. Ne? To se vidimo na primerih Golobove vlade, ne? Kakšne bučke nam prodaja, hkrati noben ne čuti, da imamo v žepu manj, hkrati noben ne začuti, da je to vlada, ki ruši ugled Slovenije in s tem živimo. To je osnovni problem te države, po moji oceni. Dobro, mi smo tudi drugačni, mi smo državo dobili šele leta 91. Ne?
Ja, mi smo bili Hrvati tudi. Vem, ki so vedno pod nekimi tujimi oblastniki, jaz mislim, da imamo ta nagonsko, da kdor nam vlada, ne, spravi, ampak zato, ker jaz se zdaj s tem glede domoljubja tezo ne strinjam več tako zelo, ne. Ko se med ljudmi vidim, ne deli se več to samo levo, desno, ne. Načeloma Slovenijo imamo kar vsi že radi, ne. Je pa res, da mogoče, ne pokažemo tega na ta način, ali pa ne znamo še povezati tega, da od tega, kako živimo in kako nam gre v državi, ne, je odvisno tudi od politike. Ne. In morda lik zato, ker smo izjemno inovativen narod. Ne. Lej, zdaj, ti si rekel, da imamo izjemno pametne ljudi, jaz se s tem strinjam, ker če ti pogledaš izjemno garaške in pametne ljudi, od podjetnikov do športnikov, ne. Mi smo po nekih parametrih na milijon ljudi, povsod v vrhu. Ne znamo povezati, ne znamo se nekako sprijazniti, da povezati to, da volitve imajo neke posledice. To je ena stvar in druga stvar, mi ne znamo tega upeljati v sistem. Ne. Država je nek sistem. Recimo, zdravstvo je tipičen super primer. Ne. Mi imamo vrhunsko zdravstvo. Nekdo, ki pozna malo zdravstvo, koliko so ti naši zdravniki, ne, v bistvu samoiniciativno razvili nekih novih metod, ki so top v svetu. Skratka, v tem kontekstu mi imamo vrhunski kader. Ne? Se pravi, ta neka naša karakteristika, mi se tlele stikamo med 3 etičnimi skupinami, ne? Da smo tu preživeli, tu nam je v genih. Ne? Kar nam pa manjka je, ne? Da bi to postavili v nek delujoč sistem, težavo, ki jo pa po mojem mnenju glavno imamo, je ta, da preziramo uspeh. Ne? Ker tu se pa tu se tepe med uspešnim posameznikom in uspešnim sistemom je, da tudi sistem mora podpirati uspeh. Mi pa slavimo povprečnost. Mi nekomu, ki zasluži, rečemo, ti si to ukradel. Ampak brez tega, da mi dekriminaliziramo uspeh, ne, to je beseda Prebiliča recimo, ne bomo prišli naprej, ne bomo naredili tega linka med izjemnimi posamezniki, ki živijo zdaj kot neki prosti strelci, jih ne bomo povezali v uspešen sistem. Uspešen sistem mora nagrajevati uspešnost. Ne? Se pravi, ne mora se spraševati zdaj, a je onko več, veš, poslušal sem zdaj soočenje tudi glede zdravnikov, če tlele malo preskočam. Ne? In je ta državna, ministrica, včeraj, je rekla, mi smo zvišali plačo v zdravstvu, že, ampak ne gre za uravnilovko. Ti moraš navesti sistem nagrajevanja. Uspešen človek hoče zato pač ga mora nekaj gnati. Tu vsak je igral kakšno igrico, ve, da gleda zunaj točke. Ne? In isto je tukaj. Ne? In mi, recimo, v zdravstvenem sistemu, vsi se pogovarjajo in ustavno sodišče in zdaj vse debate, noben ni povedal, jaz mislim, da srčika problema, samo ena je. Mi ne ločimo med državnim in javnim zdravstvom. Lej, jaz kot zavarovanec plačujem za zdravstvo, meni je čisto vseeno. A plačam koncesionarja, zasebnika iz tega ali pa privatno državno. Kdo bo dobil dobiček, je meni tu vseeno. Ker javno zdravstvo je tisto, ki pride iz javnega denarja. Plačujem pa obvezni prispevek za to, da imam solidarnost. Da ga plačujem jaz več, če imam več, z nekom, ki ima manj. Ne? In da plačujem in solidarnost med bolnimi in zdravimi. Ne? Ker če tega ne bi bilo, potem sem lahko bogat, pa če sem zdrav, bolan, mi noben ne bo vzel zavarovanje. Ne? In tega mi nimamo. Ne? In če greš gledati zdaj ti statistiko Eurostata, ne? Mi imamo krepko nadpovprečno število, mislim, da tam med 2 in 4% ljudi, ki nima primerne zdravstvene oskrbe, pol pa Eurostat gleda še razlog, ali je to čakalne dobe, ali je to finančni razlog, ali pa fizična dostopnost. Ne? Evropa ima večino v finančni in fizični dostopnosti, mi imamo pa izključno v čakalnih dobah, kar pomeni pri nas tudi, če si bogat, ne prideš do zdravnika. In tukaj zdaj oni delajo, ne? Tudi plačati si ga več ne boš mogel. Ne? Skratka, če hočem sem tu zaključiti, ideja je bila ta, imamo izjemne posameznike, moramo pa dekriminalizirati uspeh za to, da bomo ta izjemen uspeh prenesli na sistemsko raven. Tukaj pa mi blazno šepamo in tukaj imamo blazno težavo. Sem toliko v pojasnilo. Pod domoljubje jaz ne mislim kušvanje zastave, ampak recimo ne vem, da izrečemo podporo ali pa smo privoščljivi do nekega start-upa, če želiš, da lahko ustane v Sloveniji in tle razvije, ne pa da mora na Cipr bežati. Doktorja, kot si omenil, znanstvenika, skratka športnika, karkoli. To jaz vidim kot moderno domoljubje, da nismo, bom rekel, tisti, ki preganjamo uspeh, uspešnost, ker verjetno uspešni ljudje bojo tudi, ne vem, kako je že tisti pregovor, da če si uspešen, imaš uspešne prijatelje, si tudi sam verjetno malo bolj uspešen, ker si težiš temu. In jaz recimo v športniku, znanstveniku, kar vidiš neko možnost, torej vidiš, da mu je uspel in si lahko tekmovalen. Problem je tle, ker imamo mi ta moment vlado, zdaj pustimo bivše vlade, Drnovšek, po katerem se tako rad zgleduje Golob, tega ni počel.
da je notranje sovražnike iskal v doktorjih, v športnikih, zato, ker ima Roglič križ na utetoviranju podobno, podjetnikih. Ne? A razumeš? Ne? In ta del domoljubja jaz bolj mislim, ne mislim tisto klasično konzervativno domoljubje, ne? Da moraš pa pred kamero poljubljati zastavo in podobno. Ne? Dobro, prestop Vatovca. Matej, zdaj si se že par dni minil, malo smo vtise zbrali, malo smo lahko globe penalizirali stvari. Miran, kaj se je zgodilo? Za globjo analizo Petra vprašaj. Jaz sem šokiran, to je moj prvi stavek, naj Peter pove. Ampak ni pa tega nišče pričakoval, da bo Vatovec prestopil, ne? Ne, mislim, kako bi lahko zdaj stavil? To je res prestop. Sam na Vatovca skoraj da ne. Mislim, lej. Tašta je Vatovec, pardon. Ja. Zdaj, kaj je razlog, veste Han pa Vatovec, ne? Ampak jaz nekje vidim 4 opcije, ne vem, zdaj pa lahko povem potem, katera se mi zdi bolj verjetna, ne? Ena je ta, ne, da je SD ali pa predvsem Han, ne, Han mislim, da SD zelo dobro pelje. Ne. On s to priljubljenostjo, ne, res ga dobro pelje. In Han je po mojem gotovo tu, ker smo tudi te oddaji večkrat opozarjali, da sta, se pravi, Golob in Levica ugotovila, da med njima ni prekrivanja v volilnem telesu, oba pa prekrivata del volilnega telesa SD-ja in sta si SD, tako kot Trump, Putin in Xi Jinping svet, ne, pač razdelila. Ne. In na koncu, če pride še Prebilič, recimo, ne, če mu uspe narediti nek preboj, potem lahko SD ni več. Ne. In se pravi, prva ideja je mogoče ta, ne, da je tukaj čisto reakcija Hana reševanje SD-ja. Ker dajmo biti čisto iskreni. Ko mi govorimo o političnih blokih, to je širša stvar deljenja potem nekih pozicij. Ampak če si ti greš na mikronivo neke stranke, prvotno je preživetje tvoje stranke. Tebe ne zanima, recimo enega Hana, ne verjamem, da zanima v prvi vrsti preživetje levega bloka, če mu ne preživi SD. Tudi nič ne koristi, ti si out of the game. Ne. To je prva možnost. Se pravi, SD je videl, da ga napade z leve in desne in speljal neko potezo, ki je po mojem dobra v tem kontekstu. Ne. Zato, ker s tem zdaj še bi Levico. Ne. Drugi razlog, ki je lahko v ozadju, je to, recimo, če verjamemo, kaj je Vatovec povedal v Odmevih. Ne. On je rekel, da Levica ni več tako daleč od SD-ja, kot si želi sama, se pravi, ne želi si priznati, da je bliže kot je. Ne. Se pravi, Levica je prišla v koalicijo in ta mandat, tukaj moramo priznati, oddelala kot sistemska stranka. Ne. Se pravi, oni nikdar niso grozili z izstopom, vedno so dajali predloge, so se za to pogajali, celo pri orožju so bili tiho, ne? Skratka, delovali so konstruktivno. S tem so se deradikalizirali. Ne? In zdaj dobijo, in taka stranka kot Levica ima dvojni problem. Ne? En problem manifestira... Ja, niso se čisto povsod deradikalizirali. Ampak bistveno so se obrusali, se strinjam s tem. Bistveno manj so radikalni. Ne vem, jaz mislim, da tako radikalnih potez, kot jih je recimo kulturna ministrica zavlekla na svojem mesoju, tega še ni bilo. Ampak glej, recimo obrambni proračun v zgodovinski Sloveniji so podprli. To pa se strinjam, to je pa fascinantno. Ideologije niso opustili. Ne ideologije. Biznisa pod mizo niso opustili. Ampak zdaj dobiš potem del stvari, ki jih manifestira Kordiš, ki je tu rata premalo radikalno, ne? In ta del ti gre ven. Pa dobiš pa del ljudi, kot je recimo Vatovec, ki ugotovi, pa dobro, se mi nimamo zdaj take razlike med SD-jem in ti gre v SD. To je zdaj malo zgodba v lisici, pa kisle grozdje. Ampak to je druga opcija. Ne? Tretja opcija je ta, ne, da je Vatovec res iskal neko svoje zatočišče. Ne? Se pravi pred volitvami. Ampak tej opciji jaz najmanj verjamem, povedal zakaj, iz 2 razlogov. Najprej, ne gre kar za enega poslanca, ne? Gre za vodjo poslanske skupine, ne? Ki je, pazi, skupaj ženo bil v vrhu, ker on je bil vodja poslanske skupine in žena je še zmeri vodja enega sektorja pri Maljevcu. Ne? Pri Maljevcu je tam zaposlen tudi v stranki, kakšna funkcionarka. Ne, in oba sta, sem šel gledat, zdaj ne vem, za zadnje 2 volitve, če tudi 3 leta nazaj, sta oba kandidirala Vatovec v Koper 1 in ona v Koper 2. Ne? Skratka, gre za... ampak sta paket, ki je visoko, ne? Se pravi paket, ki ima po strankarski liniji dohodke. Ne? Cel paket. Ne? Se pravi, ne moreš reči... Izključno po strankarski. Ne moreš reči, da je to nekdo, ki je užaljen, recimo, kaj je bil takrat Morendorfer, ki je stalno odpadal, ki se je šel v korito. To je prvi razlog, zakaj tega ne verjamem. Druga stvar je pa sledeča. Jaz sem šel gledat, moraš vedeti, da pri starih strankah sicer pri SD-ju ni čistko, ampak ti lahko pogledaš, kateri volilni okraji so zgodovinsko izvoljivi. Ne?
V preteklosti, recimo, tam je bila Nova Gorica 1, ki je potem, ko je prišel Arčon, tam je Nemec vedno kandidiral, je padla blazno. Pahor se mi zdi. Ampak jaz sem gledal samo 3 mandate nazaj. Ne? Ampak Koper 1, kjer kandidira Vatovec, je bil vedno na 6. mestu v volilni enoti Postojna, ne? Se pravi volilni enoti 2. Se pravi slab, ne? Slabo, ja, to je treba razložiti. Ne? Ti na državnozborskih volitvah kot poslance SD-ja ne kandidiraš proti poslancu Gibanja Svoboda. Ti kandidiraš znotraj svoje stranke. Se pravi, volilna enota Postojna dobi, v zadnjem primeru so dobili 1 mandat, daj so dobili tudi 2 in potem pogledajo, kateri je dobil največ odstotkov znotraj teh. Ti kandidiraš proti svojim. Ne? Se pravi, Vatovec bo zdaj kandidiral proti ne samo Meiri Hot, tudi Ajdovščini, ki je boljša zgodovinsko, Nova Gorica 1. Se pravi, Koper 1, kjer on kandidira, je vedno na 6. mestu. Po tej teoriji on nima nobene šanse, razen, če uspe obdržati približno nekje 7%, je dobil vedno Koper 1 med 6 in 8, nekje tam med 6 in 7,5, in Vatovec je dobil od Levice 7. Če on pripelje svojih 7, lahko povozi Meiro Hot. Ampak glej, ta stava je stališča tega, da bo šel samo zaradi neke koristoljubnosti, je po mojem prešipka. Ne? Lahko pa je v paketu s Hanom dogovorjena za to, da bodo vse dali, da Vatovec zmaga. Zakaj? Ker potem vržejo Meiro Hot ven in celo njeno družino, ne, s katero po mojem imajo težave. Ne? To je hrabro. Veš, pač jaz ne vem, ampak kaj mi zakaj razmišljam v tej smeri? Ne? Zaradi tega, ker tukaj treba še vedeti dvoje. Prva stvar je ta, da je Han to držal v strogi tajnosti. Ne? In tukaj je res, ne vem, če vedo še kdo razen njiju 2, ne, ker vse veš, ko pravi pregovor. Vse dogač verjetno. Kjer vejo 3, vejo vsi. To bi tam eksplodiralo, ne? Če bi to zvedla neka Mojca Pašek, tam pa Meiro Hot bi to eksplodiralo. In zakaj bi eksplodiralo? Eksplodira pa kdaj, Bojan? Sej veš, ne? Takrat, kadar si stopil nekomu na interesu v zadje. In če je prišlo to do Meire Hot, bi sigurno to eksplodiralo naprej. Se pravi, skratka, tukaj, da je neka akcija proti temu, verjetno je. Tretja stvar, da to ni dogovor z Gibanjem Svoboda, ne, je pa lepo pokazalo soočenje v Preslaku, ne, kjer je na koncu, ne, ključne zadeve tega soočenja, po mojem, so bile besede Žavbija, ne, ki je rekel brez imena, ampak je bilo vse jasno. Ne. Je rekel, zgleda, ne, da v tem mandatu sta 2 stranki nesorazmerno veliko vsebinsko prispevali in ko bomo vodili naslednjo vlado, verjamem do istih koalicij, ne, bo morala tretja stranka tudi prevzeti kakšno resno reformo. Spravi, tem je dal malo kajlo SD-jo, češ, ne, vi nas zdaj rušte, ne, delali pa niste nič. Ne. Skratka, tukaj nekega zadovoljstva ni videti, ne, ker tudi zaigranga ne, ker je pa preveč teh in odzivov Goloba in vsega. No. Tako, ampak ravno ta zadnji, ki si ga omenil, ne, kaže na to dvoličnost Gibanja Svobode. Ne, ker 3 leta in pol ali pa skoraj 4 leta jim je privesek SD prišel prav, ne. Šamarali so ga, tepli so ga, afere jim nastavljali. Zdaj, ko so se začeli zavedati, ne, da Gibanje Svoboda in pa Levica, ne, nosita največjo odgovornost slabega mandata, ne, bi pa radi še malo tole SD zraven potegnili. To so možnosti. Te 4 točke, ki si jih ti navedel, so možne. Jaz mačkam tle drugače vidim. Ravno zaradi tega, ker sem povedal, da Gibanje Svoboda in Levica nosita največjo odgovornost tega katastrofalnega mandata. Jaz mislim, da Golob tle pravzaprav niti ni vedel, niti ni odločil, niti ne odločal ničemer. Tle so spet... To ga je tudi verjetno precej ja, seveda. Tle zdaj stopajo na plano spet dizajnerji, ne, Levice. Jaz mislim, da je tle ocena, da če želijo ohraniti vsaj del teh odstotkov in eventualno, če potem Prebilič pride še zraven, ne, probajo ponoviti to vlado, kar po odstotkih ta moment zgleda težko, razen če bi recimo Kordišević socialisti prestopili pa Stevanovičeva resnica, pa da nekako probajo sklamfati tist Šarčev golaž z manjšinsko vlado ob podpori Stevanoviča in pa socialistov, ampak enostavno oni zdaj za ohranjanje teh odstotkov potrebujejo žrtveno jagnje. Žrtveno jagnje, na katerega bojo obesili vse slabo tega mandata. In to je idealna ta moment Levica. Ne? In zdaj, jaz sem prepričan, ne, da se bo šlo v reševanje še Luke Mesca, ne pa Maljevca in pa Vrečkove. Ne? Da se potem tej Levici obesi, ne, torej, da se posuje s pepelom, da bo to zdaj vse drugače, da to je res bil malo ponesrečen mandat, ampak za to ni kriv Gibanje Svoboda. Ne? In se pravzaprav eliminira na ta način Levica, ki že itak visi, kar se tiče, bom rekel, parlamenta. Ne? Niso prav 100%.
Dizajnerji pa potrebujejo nekoga, na katerega bojo pokazali pravzaprav s prstom. Jaz mislim, da gre bolj v to smer ta zgodba in da je to zdaj ta poslanec Levice oziroma šef poslanskega kluba Vatovec dobro zaznal ali pa mu je bilo celo svetovano. Tako. Ključno je še nekaj, kar mi pozabljamo. Lahko, da se tudi kaj dogaja na zgodbi Fotopub. Ja, to sem pozabil. Ker sem jaz prepričan, da Vatovca ni bilo zraven. Za razliko od marsikjerga predstavnika Levice. Tam je mesec predvsem vpleten. Tako da, a veš, tle je pravzaprav tle je kar nekaj možnosti, kaj se dogaja, ampak dejstvo je, da je treba gledati vse v luči volitev, da je treba vse gledati, da predvsem ga lahko imenujemo, torej Milan Kučan in to omrežje želi rešiti, kar se rešiti da. Ampak to je pa moja misel. Jaz mislim, da je Kučan že pravzaprav zasral, kar je lahko zasral. In to je podpora Golobu. Vsak dan podpore Golobu ali pa vsak dan, ko ima on Goloba kot vitalnega kandidata za nove volitve, je Milan Kučan večji boter Janševe zmage oziroma nove vlade. Ne, veš, kaj se mi tukaj zdi, zdaj Pehanu, ne zdi se mi neka blazno velika možnost, da bi on strateško pogruntal, da bi na ta način nekako zvabil Vatovca. Poleg tega vidim, da zadnjič sem poslušal Luko Gorška, ki je rekel, da je dobesedno Vatovc potrkal. Če je Vatovc sam potrkal. Ampak se je izogibal tem odgovorom. Ja, ampak najprej ušlo mu je, pa nekako tega ni hotel potrditi. Je pa verjetno Han tukaj začutil potem priliko. Ampak jaz mislim, da taka zgodba, prestop šefa poslanske skupine je Levice konstruirana v ozadju, je razmislek v ozadju. Ni šlo to mimo Kučana. Take stvari ne mojo iti mimo Kučana. Se mi zdi tako skoraj nemogoče. Se vidiš tudi, kaj se dogaja na relaciji Kučan-Prebilič ta moment. Kako se Prebilič odsvetuje. In zdaj, če to še povežem recimo s temi, ne vem, če ste brala te komentarje teh mnenjskih voditeljev, s FDV-ja, filozofske fakultete, ki so tudi celo volivci Levice, so naenkrat izjemno kritični do Levice. Ja. Ocenjujejo hujš kot včasih. Tudi nacionalni radio, če sta poslušala. So na nacionalnem radio. Se mi zdi, da je nek tak kontekst, ki ga je tukaj pač nekako poskušal povedati, Miran, da se pokopava Levico in da se bo poskušal hkrati malo rehabilitirati tega Prebiliča in ga potegniti zraven v neko novo, tako levo-sredinsko vlado. Če smem tukaj, ampak sam ta stvar me moti pri tvojem razmisleku, ker praviš, da se s tem rešuje, ampak s tem, ko ti šibiš Levico, in da če jo spraviš pod parlamentarni prag, potem si izgubil zapol, ker si pol teh odstotkov dal drugemu polu. Edina varianta, ki kupam tvojo teorijo, je ta, da njihove interne raziskave kažejo, da je Levica ne more priti čez prag. Ker potem pa je, se pravi, recimo, najslabše, da pride Levica na 3,9. Ker potem največjo možno število odstotkov vržeš stran, oziroma vedno se tu razdeli proporcionalno, polovico podariš drugemu polu. In potem v tem kontekstu pa tu razumem, da greš ti minirati Levico, da je spraviš iz 3,9 na 1,2, ker potem si pa rešil 2 odstotka. Se pravi, v tem kontekstu bi to kupil, sicer, se pravi, če bi to bilo, ker zaenkrat jaz ne znam oceniti, kam kaže, a bo Levica noter ali ne bo. Tretja stvar, ampak ta se mi zdi malo problematična pred volitvami, je pa ta, da greš delati čisto segregacijo levega pola. Tu so na levem polu vedno dobro znali. Na desnem je bil samo en in potem še priveski, tukaj pa imajo. Se pravi, gibanje Svoboda ali z Golobom ali brez, tu sploh ni več pomembno, kot liberalna stranka, ker liberalno stranko ti rabiš, ker največ slovenska volilnega telesa je liberalnega volilnega telesa. Imaš socialdemokratsko stranko, to je tudi zelo, zato smo mi najbolj neenaki, ker pač socialno stranko mi rabimo in je pomembna v Sloveniji, in potem obdržiš še skrajno levo stranko, ki je ali pa je niti vseeno, ampak jo ima zato, da potisneš tisto bolj levo. In zdaj s tem lahko pogledaš, kaj je zdaj v Levici skrajno levega itek šlo že ven, v Kordišu, kaj je še uporabnega, zmernega, da sem, in jaz se tukaj strinjam z Bojanom, sem se pogovarjala, sva se hecala, da ne bo načudila, če bi recimo mesec prestopil v gibanju. Ne, sploh ne. Mislim, ne bi bilo čuden. Ja. Ne bi bilo čuden, ker mesec je, samo tu bi še zaključil, on je priljuden politik. Se pravi, on določeni mladi populaciji blazno potegne. Medtem, ka Asta Vrečko, ona nima pomožno nobenega politika. To, da bojo to zdaj poivajo Asto Vrečko v ta soočenja, v reševanje Levice, to je samo tunkanje zgodbe še bolj kot je. Ampak to me zanima, vajen komentar. Mislim, mesec je tiho, kada ga ni, po tej zgodbi, po tem prestopu Vatovca je mesec tiho. Ali je pameten ali opozorjen? Hoče več, tudi to verjetno ni na ključe, da je tiho.
Kot da bi nekje smučal. Če bi mene, to je čista špekulacija, on je prekrižil levico, ne? Že davno, ne, z obljubo, da se njega reši. Ne? Tako da potem se pač ne Boštjan oglašaš. tudi temu pravi, da mesec že ima v žepu potni list. Ne? Ja, Za prestop, recimo, ne? da ima že, ne, ali pa bom rekel nov kontrakt, novo pogodbo podpisano že, ne, če v športnem ampak mislim, da je verjetno res bliže. Čakajo samo še prestopni rok. Ja. Kako pa potem gledate recimo na tole anketo, no, ki jo dela Valikon očitno za Goloba, oziroma v imenu Goloba, ki sprašuje, kaj bi bilo, če bi gibanje Svoboda zapustila Urška Klakočar in šla v Levico. Ne, pazi Bojan, recimo v Levico. Pri vseh možnih strankah oni najdejo ravno Levico. Ker to je verjetno res, tako bom rekel, to je ciljena zadeva, ne spraševati, to ni tako za neko naključje. Zdaj, kot sem slišal, ta anketa je bila širša, ne, se pravi, razumem, testirali so širša, Vatovca in pol nekih fiktivnih prestopov, Ja. ampak tle se mi zdi zanimivo ta povezava med Gibanjem Svoboda in Valikonom, ne. Naprimer, Prebilič pošlje Voduška, da ga vpraša z Otmanom Zornom, ne. Ja. Potem se spravi medij Roberta Goloba, ne, hišni medij Necenzurirane prostozidarje, in Valikon istočasno dela anketo percepcije prostozidarstva v Sloveniji. Še Voduška vključijo. Skratka, zdaj zgodi se jim zgodba z Vatovcem, ne, in Robert Golob gre preverjati javno mnenje o tem prestopu in potem še o nekih fiktivnih prestopih. Ne. Kaže na to, kar smo v tej oddaji večkrat govorili, da Robert Golob dela izključno na analitičnih podatkih. Ne. Se pravi, vse analizira in da bo vedel, kako se mora odzvati, da bo s tem maksimiziral svoj izid. Ne. In jaz mislim, če veš, skratka, je teza tukaj, ne, je očitno to res, ne, da se skušajo znebiti Golob, Urške Klakočar Zupančič. Ja, preverjajo, veš kaj, Ja. preverjajo tudi, verjetno, ali jo je smiselno obdržati ali ne. Skratka, on bo šel na čisto matematično kalkulacijo. Jaz mislim, da ta pristop je načeloma stališča maksimizacije volilnega rezultata dober. Zdaj stališča Slovenije seveda slab, ne. Ampak zato jaz pač pričakujem, da tukaj Roberta Goloba jaz tukaj ne bi podcenjeval, ne. Ker ima očitno, ne, izjemno velik bazen državnega denarja, ki to financira, ne, od njegovih odvetniških agencij, ne, in pač to tudi posluša. Ne. Zdaj, bolj je tukaj problematično, kaj se v tej državi dogaja, ne, da nihče tega ne gre preverjati. Ne. Kako lahko nek politik izkorišča državna podjetja, ne, se pravi, izkorišča za svoj politični interes. Ne. Ali pa danes je bil članek na tem portalu, kako je Jankoviću kapnilo $500,000 in nikome ništa. Ne. Ni se oglasila ne predsednica republike, urad za preprečevanje denarja ne preiskuje, saj ne, da bi vedeli nič. Ne. Skratka, noben se ne zgane. Ne. Ko ta pravi, pobašajo neke milijone, za katere ni jasno, od kje bi jih lahko dobili, ker iz funkcij, ki jih imajo, jih ne morejo dobiti, ne, se ne zgane nič. Ko pa se hoče kontra, se pa ustanovi Tamara Vonta, da potem tam rovari po parlamentu in dela neke preiskovalne komisije. Ne, se zdaj učitno, da je Tamara Vonta to počela zaradi tega, da prikrije te njihove posle. Mogoče celo zato, ker so se bali, da ko bo to prišlo ven, bo lahko ona vpila svojim poročilom, glejte, kaj ste vi delali, mi smo vam dokazali, vi pa ste sam na govoricah. Predvsej nenavadno je, da je imela tiskovno konferenco, ne, kjer ni povedala nič, ne, razen to, da ne, kaj, da bojo probali to zaključiti. Termin te tiskovne konference. In če smem tukaj samo, ne, v povezavi s tem, ker stvari so resnično široke, ne, potem sodni svet, ne, se pravi, gre nad Pogačnika, tu si tudi tem pisal, ne, odpira njegove spise, kjer se lahko najde noter tudi Jankovića, ker mogoče, ne, je šlo celo za kakšno zlorabo položaja in se s tem kršilo pravico do naravnega sodnika, ne, se dalo sodnico, ki tako saj sklepam, ko berem, jaz ne vem, kaj se dogaja, ne, ki bi lahko sodila v korist Jankovića. Ne. Takoj drugi dan, ne, spet hišni medij Roberta Goloba napade predsednico sodnega sveta. Ne. Skratka, tukaj se kaže, da so izjemno živčni, ampak žal imajo tudi izjemno velik medijski vpliv in prej, ko smo govorili o predsednici države, ne, lej, kje je Društvo novinarjev Slovenije? Ne? Siol si je totalno podredil. Pošlje svoje politične funkcionarje na Siol in nikome ništa, ne. Nič, tišina. Da je panika zelo velika, kaže že to, da Cirman, ki bi se rad že leta in leta distanciral od Jankovića, ne? Mislim, to je paradoksalno, ne? More potem, torej dobi nalogo napada na Urško Kežmah, ne? Oziroma sodni svet, zaradi Jankovića. Ne? Si predstavljaš? Ne? In človek dela na tem, da se distancira od Jankovića že leta in leta. In ja, vem, pokaže, samo očitno je tukaj, da obstajajo neke ankete, ki jih pač mi ne poznamo, lahko njih samo slutimo, ne, ali pa recimo logično razmišljamo, ki jim kaže pač bistveno manj kot je. Ne? Ker zdaj recimo, če ti obvladuješ vse medije, pa daš 150,000
evrov v promocijo po socialnih omrežjih, ker smo prej ugotavljali, da je to še dosežeš vsega Slovenca, po se očitno nekaj je ta zgodba bistveno drugačna v resnici, kot nam jo kažejo te javnomnenjske agencije. Ne? Samo toliko niti ne replika, ampak zdaj Peter malo glorificira to, oziroma glorificira postopke Goloba, da dela v pravo smer. Jaz se strinjam. Ne glorificiram, jaz sem pravil, da to so učinkovite metode. To je inženirink, ki deluje. V redu, to je vse, ne glorificiram ampak hočem tega. samo eno stvar povedati, da vendarle na dolgi rok bo tle kar se pokazal. Ne? A veš, to je zdaj izhaja iz tega, da ima 30 plus poslancev. Zdaj, naslednje volitve, on ne bo pogledal čez polovico tega. In tam, kakor pravijo na Balkanu, na muci se poznajo junaci, bo mogel pa pokazati, iz kakšnega testa je. Ta moment pri taki podpori, ne samo v poslanskih klopeh, ampak tudi medijski, tudi iz ozadja in podobno, si lahko on te stvari privošči. Zdaj pa vprašanje, kaj bo pa potem? A si predstavljaš, da se mu zgodi res, oziroma da se temu levemu polu zgodi, da pride do menjave oblasti, da desnica prevzame in da se začnejo parlamentarne, torej preiskovalne komisije ustanavljati na to temo. Saj tle imaš na pladnju zgodbe. Ti si lepo zapisal, to niti ni več za preiskovalno, ampak to je za tožilstvo in policijo. Skratka, to je tako, Peter, ko bi imel ti nabustane noge Pogačarja in bi šel pravzaprav voziti ta klanc, ki ga bi zvozil takrat, oziroma v tem času, jaz ga bi pa zvozil kasneje, ker oziroma bom pa jaz tisti Golob od volitev naprej. Skratka, ta moment ima vse, pa mu ne kaže dobro. Tu se strinjam. Sam tu bi rekel, ne preiskovalne tle so brez veze, on ima druge gatekeeperje, sam direktor policije mora zamenjati. Pa kakšne stvari iz predala potegniti ven, ki tam čakajo. Skratka, on ima resen motiv, da dobi še en mandat. Ostati na oblasti. Osebni motiv ima on. Sem pazi, tudi če mu uspe, dobi 2-3 koalicijske partnerji, ki ne bojo več na 5%, ampak bojo recimo na 7-8 in on ne bo več na 35 ali koliko, ampak bo na 15. A veš, to je pravzaprav ta moment, ta človek, kar dela s to svojo falango, kaže na to, da od drevesa ne vidi gozda, da tudi po njega. Ampak to je ta značilnost narcisoidnih ljudi. Po meni potop konc sveta. Ja ne. Dragi Robert Golob, nekdo drug bo prevzel na oblast, ki bo delal isto to, kar si ti delal. Pripravil si mu teren. Zaradi svoje avtoritarnosti, želje po avtoritarnosti si nekomu pripravil teren. In to bo gladko nekdo izkoristil. Se strinjam. Je pa zanimivo, to, kar je tudi prej, ko si omenil, pisanje Suzane Kos, na Info 360, recimo kapne, ljubljanskemu županu $500 000 na račun in urad za preprečevanje pranja denarja niti ne trzne. Ob tem, da ima on plače 3500 €. Pazi, iz podjetja, ki nima prometa, ničesar. In račune v tujini, Pazi. In to nikomor v državi ni čudno. Meni pa vonta pošilja za neko podjetje, bom rekel podjetju, zasebno, da hočejo dokumentacijo. A si predstavljaš to? Mene pa sprašuje na preiskovalni komisiji, zakaj je Pošta Slovenije na požarju Portu reševala ne samo za 500, ampak za 600 €, razumeš? Ali pa iz banke. Ampak pazi, v ponedeljek ima Golob intervju z Tanjo Gobec, ki je zdaj neka njihova novinarka, teh vprašanj ne bo, ne? Ne. Se izgubi službo. Ja. Takoj drugi dan gre službe. Se ne upa tega vprašati. Tudi če mogoče že, ker vidim, da tudi v levi sceni, to, kar se zdaj razkrila tarča pri Jankoviću, to je zelo bolj. To jih je zelo udarilo. V smislu, da tu je šlo res predaleč. Se pravi, tu, kar počnejo, tu je šlo predaleč in tukaj. Hkrati pa vidiš, da je pa Janković Ljubljana. Ja, ma glej, Kučan ustraja na podpori. Hkrati pa vidiš, Peter, da je Janković Ljubljana popolnoma zapustil. To je zasneženo, čisto nikamor ne boš. Ne, dobro, tukaj se ne strinjam. Ja, zdaj pa kaj se od časa socialističnih župan pa do danes so se stvari tako spremenile, da takrat so bile ceste čiste. Jaz se vozim s kolesom. Pa še bolj je snežil, ne? Ampak pustimo zdaj te detajle, ampak jaz se vozim s kolesom in vem, ko sem se vozil kot študent, so kolesarske steze bile še marca nakidane, gor, snegom. Zdaj pa se lahko vozim s kolesom. Danes je, kaj je danes, petek? Jaz nisem zelo zoperen zaradi tega, ampak moja ocena je, pejt danes, recimo, ker sem se jaz pripeljal po večni poti, ne da ni skidan.
Ne vem pa, če je posud. Okay. To imam Jaz sem prišel danes v Ljubljano izpod Pohoja, tam je suho, hoče so suhe, do Celja je vse suho, ko sem prišel pa v Ljubljano, je bilo pa groza. Groza. Ampak pustimo zdaj, par minut, če imamo, ti si prej omenil soočene, ne? Pa mislim, da si ti omenil Stefanoviča, ne? Stefanovič, mi smo tukaj včasih debatirali o tem, kako ima odlične svoje nastope Peter v teh videoposnetkih in tako dalje. Na tem soočenju Peter je pa čisto zmrznil. Čisto zmrznil. Kaj vlada 20 besed sem videl. To je ena stvar, druga stvar je pa zdaj, a je to njegova taktika ali pa je namerno, tu ne vem. Ne? Kaj, da pogojiš? Ne, da povem. Kako sem videl njegovo vlogo na tem soočenju? Kot vlogo provokatorja, ne? Ki bilda dva pola. Ne? Spravi, on gre čez tega, čez unga, lahko tudi njegova taktika, se strinjam. Ne? Na tem soočenju je bil slab. Ne? Ampak jaz sem sam povedal, kaj je bil slab, ne? Ja, je bil, ja. Jaz sam govorim, kaj je on menil, da izjemno dela na družbenih omrežjih in da jaz mislim, ne, ker ne vem, od kje bi njegova podpora prišla, ne? Da njegova podpora, če prihaja iz nekih družbenih omrežij. Je pa potem drugo vprašanje, ne? Ker eno je podpora v anketah, drugo je pa, a ti ljudje grejo na volitve, ne? Ker dajmo pogledati, on je takrat imel izjemno motivirano volilno telo, ker nagovarjal malo te anticepilce, bil je COVID in niso prišli. Ja, res pa je, kot so mi pol eni rekli, da tam se je zgodilo to, da so se ustrašili, da bo on preveč pobral in so potem spet potrča v drugo aktivirali. Tako da zdaj, koliko je ta vpliv, bomo videli zdaj na teh volitvah, ne? Njegova podpora lahko je, lahko ni, je pa pač on tukaj... Ne, ampak ne glede na podporo, ta njegov prezenca, njegov nastop sem videl. Ampak eno stvar... Vizualno je tako nekako deloval drugače. On je agresiven, nekdo mu je rekel to, kar je sicer mu po mojem prav povedal, če mu je to kdo povedal, v teh soočenjih, predvsem na Pop TV-ju, si moraš besedo izboriti. Tukaj recimo Prebelič vedno mal premil in ne pride do besede in če bo šel gledati minutažo, oni imajo največ. Imajo pa največ, ker jo agresivno moraš dobiti. Tudi Logar si jo vzel. Logar tudi vzel. Logar je imel zelo dober nastop. In potem, ko je Logar začel nastopati, se je tudi Prebelič malo vključil. Se je v pogumu. Logar je v pogumu. Veš, kaj je problem Stefanoviča? Bolj kot to soočenje, ker sta dobro opazila, da je bil katastrofa, je mogoče indikativno to, kako se je odzval na tiste zgodbe po družbenih omrežjih, ko je dal tisti intervju za tisto srbsko nacionalistično revijo, ki je, kot sem prej povedal, že pod močnim okriljem srbskih služb. Tam je v bistvu, kdorkoli mu je to svetoval, da gre ta intervju delati, je katastrofa. Mu želi slabo. Pač videl glasove. Ne. Mogoče videl srpske glasove. Če ti gradiš zgodbo na slovenski suverenosti, domoljubju, moč narodu in podobno, potem absolutno v tak medij ne greš. Ampak to Stefanovič ne ve. Jaz mislim, da mu je nekdo to namignil pejt. Ali pa videl, da je Jelinčič tam, ampak Jelinčič je druga zgodba. Jelinčič že leta in leta zagovarja, bom rekel, srbske režime. Pravzaprav vsa ta primitivnost je potem prišla ven. Odzivi na to, kar se mu je samo, torej na vprašanja, zakaj nastop tam, jaz sem recimo objavil to, da kaj je ta medij, kdo stoji za tem medijem in podobno, izredno žaljiv je postal, Stefanovič. Vsa ta njegova primitivnost je prišla ven brez vsebine, ker to, kar si ti rekel, ti njegovi pripravljeni video nastopi so pripravljeni zelo dobro. Tle pa ni bil pripravljen. Se strinjam. In tle se je pokazala črta, meni dovolj, da lahko jasno rečem, da tak človek nima kaj v slovenskem parlamentu. Se strinjam. On je absolutno pokaže to, da te kapacitete nima. Tudi tukaj je naredil veliko napako, ker je rekel, da tega, da smo imeli da referendum o kakšni meddržavni pogodbi, ni res in so ga potem vsi popravili in potem se začel vleči ven. Tukaj kaže, da on nima neke globine. On je pač igralec, ki mu daje vsebino in če ga daš v studio, ga lahko 6-krat posnamaš in reče, taj pa super, tle še tu poprav. V soočenju se pa pač pokaže ta praznost. Se pa vidi, da pa Kordiš fino zaseda ta prostor. Zelo močno. Fino, zelo dobro, prefinjeno. Tudi z nas izboriti besedo. In vidi se tudi razlika med njim. Pazi, programsko gledano, Stefanovič pa Kordiš lahko preslika 40-50% programa, ali pa tega populizma. Ker pač Stefanovič malo pogleda, kaj je desni populizem, malo kaj je levi populizem in pol neko zgodbo sestavlja. In seveda se pol prikriva tudi del z socializmom. Je pa nekaj pokazal Kordiš, izredno talentiran retorično. Seveda, če rine švanga z določenimi vprašanji, kot je to delal tisle, ki ima tisti svoj podcast, tako, potem vidiš, da je praznina nekje. Ampak
v 3 stavkih pa lepo všečno pove, bom rekel. Ne? Je politično spreten. Tako. Razočaral je najbolj tukaj Pirati, ne? Ja, pač Piratovič, ne, ampak glej. Jaz na njegovem mestu sploh ne bi šel v neke vizualne medije. Tu sem hotel reči. Najprej, to so Pirati. Vem, ampak pazi, meni so oni pritornili pozornosti. Dokler se ne ve, kdo so Pirati, veš, nekaj simpatije, zato ker so šli tukaj v Ljubljani na Jankoviča. Tukaj kar so oni naredili, jaz mislim, da to je izjemno delo. Nihče ni naredil, tudi SDS tega ni delal. In to delo je izjemno in jaz mislim, da na tem delu bi oni mogli graditi. Ne. Pa boljši je bil na Tarči, kot je bil tukaj. Ampak, zdaj pa čistko, ne bom rekel, če hočeš državno politiko z vsem spoštovanjem, najprej se moraš malo briti, pa malo počesati. Ne. Pač tudi tako je, ne, ker ti... To so Pirati. Ja, razumem, ampak potem si pač na 3%, ne, ali pa 2, ne. Ja, in druga stvar, on bi mogel na tem graditi tudi prslaku. Je pa res, tu mu poštejem v olajševalno okoliščino, ko priješ ti na ta večja soočenja velikih televizij, če tega nisi vajen, ne. Veš, to je vse drugače. Tukaj je drugače, kot če ti si neki spel v Ljubljani, sicer izjemno delo in daš izjavo za nek prispevek, imaš bistveno več časa. Tukaj imaš pa ti recimo Kordiša, Stevanoviča, ki se ti borita za besedo, ki iščeta neko pozornost, sekata noter in ti moraš tukaj nekako tu zvozati. Ne. In tega se moraš malo navaditi. Ampak, kot sem rekel, če hočeš državno politiko, nekaj moraš tudi pač do neke mere se urediti. Lahko imaš brado, ampak je moraš imeti pač urejeno. Kako pa na Gorška gledata? Gorška, Luko Gorška, podpredsednika, podparula SD. On je bil na Sočinu en dan prej. Jaz moram biti zelo iskren, pa čeprav bom kritičen, ta fant meni pač ne potegne v nekem smislu politične modrosti ali pa intelekta. Ne. Zelo je postal tako prav vladen. Na tweetih, na X-u ni tako, ne? Ja. Tukaj, ko je pa ne bi Sočine, pa zelo prav vladen postal. Zdaj, seveda, v delovanju političnem se neke retorike naučiš, pa tako, ampak načeloma, če greš pogledat njegove javne nastope, boš videl, da zelo zavaja. Ne? Pravzaprav, ko pride v ta studio, recimo blazno pluva po neki vladi, ne? Torej aktualni vladi, ki, ali pa blazno. Ja, zdaj to kar ne več. Ne, zdaj ne, ampak prej par nastopov, ampak oni so del te vlade. Ne? Jaz nimam nobene informacije, pa imam kdaj kakšno informacijo, kaj se dogaja na teh koalicijskih vrhih ali pa na vladi. SD nikoli ni šla na teme, ki jih Goršak omenja proti Gibanju Svoboda. Ne? Da, ampak seveda to širša javnost tega ne pozna, ne? In lahko izpade všečen. Meni pravzaprav ni, da bi bil nek politik nacionalnega kova. Ne bo več kandidiral v Celju, zdaj se premika v Ljubljano, ne? Jaz mislim, da on predvsem ima ta kredit na priimek, no? Kar je v SD-ju recimo, da precej znana zgodba. Ne? In kdaj bo ta kredit izstreljan, kdaj bo ta kredit porabljen, jaz mislim, da pa to sigurno ni obraz, ki bi pa vlekel. Se je pa pokazala še ena velika koalicija med levim in desnim populizmom v tem prvem soočenju, ne? Kjer sta tako SDS kot Gibanje Svoboda rekla, da mandat pripada stranki, ne poslancem. Ja, ti govoriš o Hojsu in Žavlju, ne? Ja, ampak tu so stališča strank. Tu niso, ona dva sta tam, pač transmisija misli stranke. Tako kot tudi Goršek, če sam smem reči, to je v bistvu mal model tega, da imaš ti podnadek stranke, ker ne upa reči stranka, rečeš, da reče podnadek, pa rečeš, on je mlad. Zdaj so pa dali glasogovorca, ne? Rečeš, če bo kdo, ki je očitil Hana, bo rekel, glej, Goršek je pa še mlad, še ne razume vsega, ne? Ampak dal si pa Mesič, ne? Skratka, tukaj se mi zdi, to je pa res nekaj, kar bi res izpostavil in sicer z drugih razlogov, ne? Zato, ker predvsem SDS, ne, se zelo sklicuje na ustavno večino razuma, na ustavo. Ampak naša ustava je jasna. In ustava pravi v 82. členu, da poslanec ne vezan na nikakršna navodila. Bolj problematičen je pa 80. člen, ki pravi, da mora biti volilni sistem tak, da je odločilna vloga, ne, volivcev, kdo bo dobil mandat. In zdaj oni so se razkrili, ne, da zdaj Golob zelo kopira desni pol v tem smislu, kako disciplinirati in obvladovati svoje poslance. Ne. Skratka, ne želijo spremeniti volilnega sistema zato, ne, da oni dodeljujejo poslance v parlament, ampak s tem jemlješ ti, okrneš demokracijo. Ne. S tem pač jemlješ ti ljudem izbiro. Če je Golob obstal, ne, ker je obvladal svoje poslance. Ampak tukaj se je spet pokazalo, kako imamo v bistvu, zdaj se nam res oblikuje desni in levi populizem, pa v sredini poskuša nek preboj, nek liberalni blok in zdaj tukaj se zgodilo z Vatovcem, ne vem, mogoče se malo naiv, ampak kaže na to, da tudi Han se zavedal, da bo nekaj treba spremeniti
okay, ti praviš, Precenjuješ. Mislim, precenjuješ. Ne spremeni, da bo tu tretji blok, ne mislim tega, ampak da je treba razbiti hegemonstvo, ker drugače, dolgoročno, te majhne stranke ne bo preživele. Ne? Poglej, kje so na anketah. Te stranke bodo vedno trepetale, bodo notranje, bodo notranje. Ampak hoče reči, tretji blok se je končal tako, zdaj pri Hanu, da je stranko ukrepil z Vatovcem, pa Mojca Pašević, ki zagotovo nista pristaša tretjega bloka. Jaz mislim, da tle poanta ni, da je on ukrepil SD, ne? Tle je drugi point. On je še bil levico s tem. Pazi, ti, veš, ko si ti v gozdu s prijateljem in pride medved, ne rabiš biti hitrejši od medveda. Ti moraš biti od prijatelja. In jaz mislim, da je šel na to taktiko. Tako da tukaj... Tle se bolj jaz nagibam, mislim, jaz sem tudi naivno razmišljal, ne, da jih Han lahko del tretjega bloka, ne, pa zdaj vidim... To sem jaz rekel, jaz sem mogoče malo prej spoznal, kot si ti spoznal. Drži, ne, da mi potrebujemo, ne samo to, ne, jaz bi rad videl, da se v tej državi zgodi dvoje, ne, da dobimo res ta tretji blok in pa da dobimo res neko skrajno desnico, ne, da ta skrajna desnica ni utopljena v SDS-u, recimo, ne, ker potem tudi SDS, bom rekel, ne moreš lih pokrivati, ne, in skrajnosti in srednjega dela desnice pa malo preskakovati pa v socialne, bom rekel, tiste Pučnikove zgodbe ali pa čase in podobno. Ne. Nekako fino bi bilo, da imamo te zgodbe vendarle razmejeno. Očitno pa ta dva pola, ki jih ti omenjaš, zelo dobro veste. Recimo jaz gledam Logarja. Logar ima krasne nastope. Jaz celo verjamem Logarju, da to, kar govori, resno misli, ker zanj vdaj sem že rekel, ne, njegova popularnost politična ni bila, ni plod predsedniških volitev, ampak tiste preiskovalne komisije Državnega zbora, ko je odkrival recimo tiste nečednosti v bančnem sektorju. In recimo zdaj, ki je prišel s to zgodbo ven o neki kopiji hrvaškega USKOK-a, meni je to fantastična zadeva. Jaz sem se tudi pozanimal v represivnih organih in mi pravijo, mislim, da si bil tudi celo pri enem pogovoru ti zraven, da kadri so za kaj takega, ne? Da ta država bi lahko kaj takega naredila. Problem, ki ga imam jaz pri novi ostalih, ne pri Logarju izključno, tudi pri Prebiliču, vsemi temi, ki se definirajo kot nek tretji blok, kdo jim bo prišel v parlament? Ali bojo to kupljeni igrači, prodani igrači, govorimo o poslancih, ne? Ali bojo zvesti ideji, ne stranki, ampak ideji, ki jih je pripeljala v parlament. To je pomislek, ki ga jaz nimam. Tudi Vrtovec je več naredil za konsolidacijo desne sredine kot vzpostavitve tretjega bloka. On se čisto podredil Janši. S tem, da se on pustil... Se ne podredil Janši. On, ko je prevzel stranko, tu sem jaz tako videl, on je naredil dvoje po mojem napako, razen če hoče biti satelit. Prvič, ko je prevzel stranko, se je pustil z Janšo iti na tisto, da je šel o ukinjanju volilnih volišč. Ne? To je prva stvar in tam se je pustil, da je Janša pokazal, on je moj. Ne? In druga stvar, ne, NSI, ki je veljala za najbolj programsko stranko, je šla sklicati programsko konferenco, kjer je povedala samo nekaj o davkih. Ne? Kar je seveda pomembno. Jaz se razumem, mogoče oni hoče zdaj povedati, da ostalo... Z Brodnikom. Ja, ampak glej, država niso samo davki, ne, nam razpada zdravstvo. Oni so imeli vrhunski program v zdravstvu, a on se je pustil prepričati, zakaj. Mogoče zato, ker rekel, da mu tu pustil Janši. Lej, tega ne razumem. Te taktike NSI ne razumem in on se je sam porinil v objem in je pokazal, jaz sem satelit. On se je podpisal tako. Zaenkrat to je vtis. Jaz imam malo drugačen pogled od Petra tle iz preprostega razloga. Tistmu, kateremu je bila poteza Tonina in takrat Nove Slovenije normalnost, recimo logično, da dajo ven takoj po volitvah, ne, z Janšo pa več ne gremo, ne, potem zdaj to Vrtovčevo obnašanje vidijo kot satelitsko. Ne. Jaz mislim, da se je Vrtovec vrnil v normalo, da se pogovarja z vsemi, ne, zavedajoč se pa seveda, da Nova Slovenija je bila edino v vladah Janeza Janše. Ne. Tako da jaz mislim, da je on prišel na normalo. Da ni prišel v sfero satelita še. Ne. Satelit bi lahko bil ta moment, ne vem, ima SDS sploh kakšne satelite, ali pravzaprav jih niti ne rab, ker ima to z neko širino, tisto, kar sem prej govoril, od skrajno desnega pola pa do tam. Tako da Novo Slovenijo vidim kot stranko, ki se je vrnila v normalnost, je pa vprašanje,
Torej, ne govori pa v tretjem bloku, to pa drži. Ne govori pa z tega, On, ker govori, verjetno... on neposredno pove, da pač more zmagati Janša. No? Ja, ampak to, kar kaže samo to, Peter, da ne verjame v tretji blok. Ja, razumem. Ja. Ampak sam še tu zdaj zaključen tukaj, mislim pa, da je bila ena najboljša ocena, pa dal v vseh teh soočenjih, bi dal pa res Čadonič Špelič. Ona je pa pač tu... me da poslavlja od poslanske funkcije. Glej, mogoče pa zato tako neobremenjeno komentirala, ker ona je pa stvari brez olepšav povedala tako, kot so. In recimo vsi ostali, ki so tam, lahko pogledajo njen nastop in pogledajo, kako se izvede dobro soočenje. To že parkati tako nastopla. Ja, tako da tukaj. Slišal sem, da naj ne bi več kandidirala za poslanko. No? To pa ne. Kaj bo, NSI bo precej izgubila. To pa veliko lahko košta Novo Slovenijo. To pa drži. Ona je ena res boljših poslank. Sploh na teh nekih področjih, kjer jih ona zelo analizira dobro. Pa na Dolenjskem kandidira, ne? Pa priljubljena je. In zdaj je še bi zrasla priljubljeno zaradi tega, ker se je na romski problematiki izjemno dobro odrezala in to je nekaj, kar bo Dolenjsko zelo bolelo. Ja. Dobro, predlagam, zdaj moramo pač končati, smo že šli malo čez, skratka Peter pa Miran, hvala, da ste danes prišla. Nekaj tem smo odprli, ampak se bomo zdaj znova tako odpirali podobne vsak teden. Skratka, vidimo se prihodnji torek v novi uri resnice, do takrat pa ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.